Lep pozdrav. Imamo župana, ki rad podira drevesa, imamo župana, ki rad betonira zelenice in imamo župana, ki rad posluje z Ultro. Imamo tudi vlado, ki si že 3 mesece razbija glavo s tem, kako bi dobila nazaj €1 milijon, ki jo je sama kot lastnica državne banke izplačala bivšemu predsedniku uprave. Imamo državo, ki se po prioritetah v času gospodarske krize najprej loteva izbrisanih, odškodnin, vinjet, dražjih vinjet in seveda višjih odvetniških tarif. In imamo vlado, ki je sicer obljubila, da bo hodila po regijah, ampak od tega je se srečala samo z ljubljanskim županom, pa še to je šla gora k Mohamedu in ne obratno. Šla je peš. Veste zakaj? Ker vlada do takrat, ko je prvič obiskala Zorana Jankovića, še ni poplačala računa, predvolilnega računa €60 milijonov in je župan zato za njena službene avte ni spustil stebričkov, da bi lahko prišli pred mestni svet. Vendar, Ljubljana mora biti prestolnica znanja, prestolnica znanosti, varnosti, udobja in zdravja. In zato, in predvsem zato, ker se Ljubljana v zadnjem času vedno bolj spreminja v mesto dveh polov, ker se vedno bolj uporablja avtoritarna oblika in izrazi in predvsem teme, ki delijo, in ker se mestni svet zaradi absolutistične oblasti Zorana Jankovića spreminja v politični peskovnik, je potrebno tej mestni oblasti, potem pa tudi še seveda državne oblasti postaviti ustrezno ogledalo in pripraviti tudi ustrezno alternativo. In prav je in dokaz, da bo Slovenska demokratska stranka to naredila, je ravno to, da je 9. kongres Slovenske demokratske stranke v Ljubljani, da bo temeljna resolucija tega kongresa resolucija o glavnem mestu, da bomo o programskih izhodiščih in naslednji programski platformi za razvoj stranke in politiko stranke na državni ravni in evropski ravni glasovali ravno tu v Ljubljani, kjer bo 800 delegatov iz cele Slovenije lahko povedalo svoje mišljenje in podalo svoj glas. In ker se tudi ljubljanski odbor vedno bolj krepi s strokovnim svetom, ki bo dal strokovno podlago za delo mestne in tudi državne oblasti, mislim, da je to pravi čas, da začnemo uveljavljati vse ukrepe, da se bo ta Zokilend prej ali slej izpel. Danes sta se sestala Zoran Janković in predsednik vlade. Zoran Janković se je pripeljal z avtom v vladno palačo, njega namreč vedno više trošarine bencina ne prizadane tako kot ostale, zato mu to ni bila težava. In po neuspelem delu medresorske komisije, ko v mesecu in pol dela ni izpeljala oziroma pripravila ničesar, kar bi ustrezalo napuhu župana Jankovića, je predsednik vlade sam prevzel mentorstvo nad dialogom med Ljubljano in glavnim mestom, oziroma raje med monologom župana Jankovića z državo. In navsezadnje je to dober znak, kajti kot kaže pri gospodarskih ukrepih, je to najboljši porok, da se na tem področju nič ne spremeni. Kar se pa tiče Zorana Jankovića, pa samo tale zgodba.
Moj oče ima čestitljivih 71 let, malo, pa kljub temu še vsak dan teče čez Rožnik. Včeraj je temno maslo tudi medved. Zato je bil eden od redkih, pač ravno moj oče, ki je tekel preko vrha Rožnika in tam je bila tudi ekipa Pop TV-ja, zato ni bilo tako nenavadno, da so se ravno srečali in so ravno njega vprašali za mnenje, kaj meni o tem, da danes medved potuje po Rožniku in če se nič ne boji. Moj oče je odgovoril z enim stavkom. Edina stvar, ki se v Ljubljani bojim, je Zoran Janković. Jaz ne vem, če bo potem to predvajano v poročilih zvečer, ker sem bil pač na eni drugi tribuni v Murski Soboti, ampak že zato, da se moj oče ne bo več bal, vse pozivam, da 7. junija pridete na volitve, date svoj glas za Slovensko demokratsko stranko, da damo notranje politično in zunanje politično sporočilo, da smo tukaj, da smo še kako živi, o tem pričajo tudi vse tribune, ki smo jih do sedaj naredili, ki so vse polne. In takrat zmagamo kot prvi korak v naslednji bitki. Hvala.